vasi so na Gorenjskem živele 3 vile rojenice. Nihče jih ni videl, a pravijo, da so še vedno tam. Tista na Triglavu biva v snegu in se imenuje Bela vila. Ona pod vodnim slapom blizu Bohinja je Modra vila. In tretja, ki je doma za goro, kjer zahaja sonce, je Škrlatna vila. Jesenske decembrske noči se je v gorenjski vasici Vrba rodil deček. Prvi sneg je pobelil Alpske doline, ko so rojenice priletele v Vrbo. Sojenice so ogledovale dečka, da napovijo njegovo usodo. Ta deček bo izjemno učen, postal bo jezični doktor, družil se bo s pomembnimi ljudmi in uspešen bo, zelo uspešen. Ta deček bo lep moški, videl in vedel bo več kot drugi ljudi. Lepa dekleta se bojo zaljubljala vanj, zelo lepa, ljubljen bo. Usoda kaže, da ga bojo imeli radi tudi otroci. Ja, ljubljen bo in srečen človek bo. Kako, da ne vidite njegovega srca? Zelo občutljivo in razumevajoče srce ima. Vam bo opisoval svoja čustva in spoznanja. In kaj še vidim in napovem? Res bo pameten in ljubeč, kot pravita, a srečen ne bo, pesmi bo pisal. Potem so se dogovorile, da se spet snidejo, ko bo umrl in ugotovijo, katera se je najmanj motila. France Prešeren se je rodil 3. decembra 1800 v Vrbi na Gorenjskem, po domače po Ribčevih. Prvi 2 leti je študiral v Ljubljani, kasneje na Dunaju. Zelo rad je pisal pesmi, živel je precej po svoje. 1828 je France Prešeren diplomiral, se vrnil nazaj v Slovenijo. Postal je doktor prava. Dolgo ni dobil samostojnega pravniškega dela, v naslednjih letih ni bil ravno srečen. Alkir se ozira, plesalca se zbira, zagleda za mizo rumena junaka, enacka pod soncem mu ni korenjaka, želi si plesati z deklico vsaka. Omrežit ga Uršika lepa želi, zaljubljeno v njega obrača oči. To videt mladenič se Urški približa. A hotla bi z mano plesati? Ji pravi. Kjer Donavi bistri pridruži se Savi, od tvoje lepote zaslišal sem davi. Že Urši kazala, pred tabo sem zdaj, že Urši kazala, pripravljen na raj. Tu reče in se ji globoko prikloni. Sladko mu nasmeja se Urši kazala. Nobene stopince še nisem plesala, da čakala tebe sem, res je, ni šala. Zatorej le hitro mi roko podaj, lej sonce zahaja, je nije žiraj. Podal in mladenič prelep je roko in urno ta dva sta po podu zletela, kot da bi lahke perutnice imela. Bila bi brez trupla okrog se vrtela, ne vidi se kdaj, da pot noga udar, plesala sta, kot bi jo nosil vihar. Najbolj usodno in mogoče tudi najbolj romantično se je zaljubil v primicovo Julijo, s katero pa ni mogel zaživeti, saj je mati določila drugega, bogatega ženina. Poet vojnov Slovencem venec vije, ran mojih bo spomin in tvoje hvale, iz srca svoje so kali pognale, mokro cveteče rožce poezije. Prešeren je veljal za boema, čež da prerad pohaja s prijatelji in je preveč svobodnega duha. K temu je kasneje prispevala tudi zveza z Anejo Lovškovo, s katero je imel 3 nezakonske otroke. In to tudi najlepša materinska pesem, Nezakonska mati. Kaj pa je tebe treba bilo, dete ljubo, dete lepo, meni, mladi deklici, neporočeni materi?
Oče so kleli, tepli me, mati nad mano jokali se, moji se mene sramvali so, tuji za mano kazali so. On, ki je sam bil ljubi moj, on, ki je pravi oče tvoj, šel je po svetu Bog ve kam, tebe in mene ga je sram. Kaj pa je tebe treba bilo, dete ljubo, dete lepo, ali te je treba bilo, ali ne, vendar presrčno ljubim te. Meni nebo odprto se zdi, kadar so tvoje zazre oči, kadar prijazno nasmeješ se, kar sem prestala pozabljeno je. On, ki ptice pod nebom živi, naj ti da srečne vesele dni, ali te je treba bilo, a ne, vedno bom srčno ljubila te. Trditev, da je bil revež in pijanec, ki je šele pijan najbolje pisal, je krivična. Pisal je povsem trezen in zbran. Ni bil samo nesrečen, reven in v praktični stvari povsem nebogljen. Poznal in dopisoval si je s številnimi znanimi izobraženci. Marsikomu pa Prešernove pesmi in njegovo mišljenje ni bilo všeč, zato se je večkrat sprl s takratnimi izobraženci, pa tudi z Matijo Čopom, ki ga je skušal miriti. Prijatelju je posvetil več pesmi, med drugimi tudi Krst pri Savici. Bojujejo se najmlajši med junaki, za vero staršev, lepo bognje živo, za črte, za bogove nad oblaki. On za njimi, ki še trdijo vero krivo, bežitje v Bohinj, v Bistriško dolino, v trdnjavo, zidano nad skalo sivo. Še dan današnji vidiš razvalino, ki Ajdovski segradec imenuje, v njih gledaš Črtomirovo lastnino. Leta 1847 je izdal svojo edino, a nesmrtno zbirko pesmi poezije dr. Franceta Prešerna. Do njegove smrti so jih prodali le 33 izvodov. V svojem svetu čist na X planetu medni pošteku. Zakaj noben me ne razume? Sam v svojem svetu čist na X planetu medni pošteku. Zakaj noben me ne razume? Doktorja Franceta Prešerna sta zelo žalostili usoda in zgodovina našega številčno majhnega naroda. Bolelo ga je, da le prepir poznamo. Verjel je, da vremena krancem bodo se zjasnila. Leta 1844 je napisal pesem Zdravljica, za katero zakon o državnih simbolih pravi. Himna je 7. kitica pesmi Franceta Prešerna, Zdravljica na melodijo iz zborovske istoimenske skladbe skladatelja Stanka Premrla. Dr. France Prešeren je umrl na četrtek, 8. februarja 1849. Sojenice so počakale 7 dni, potem pa poletele na pesnikov grob, da bi presodile, katera je najbolje napovedala usodo. Ste videli, imela sem prav. Napovedala sem, da bo dosegel visoko učenost. Res je umrl kot doktor pravih znanosti. Toda s to učenostjo ni bil uspešen, kot si napovedala. Spoznal je, da učenosti in modrosti njegovi rojaki ne spoštujejo. Rad je imel otroke, kakor sem napovedala, in otroci so imeli radi njega. Ne, rekla si, da bo srečen, pa je bil nesrečen. Moja napoved se je najbolj uresničila. V srcu je nosil pesmi, ki jih je pisal. Ti škrlatica si imela prav, najpomembnejše je bilo njegovo srce. Njegova učenost in njegove šole so šle v pozabo, ostale pa so njegove pesmi. Ti škrlat novila si imela prav, ni ostal znan po svojih dejanjih, po svojih srčnih pesmih, pa se ga še danes spominjamo.
Zelo sem vesela, prijateljici, ker ste ugotovili. Res je imel čutiče srce in prav čarobno ga je izlil v svojo poezijo. Razposajene so se vile v miru in prijateljstvu pognale v zrak ter letele v svoje gorske domove. Od gora je odmevala Preširna pesem. Poezija doktorja Franceta Prešerna je prevedena tudi v druge jezike. Prisluhnimo, kako zdravnica berejo v ruskem in albanskem jeziku. Да здравствует народ, все нации, любой земли, что все друзья свободы навек к согласию пришли, что без бед жил весь свет, и добрым другом стал сосед. Begimin bitte gjitha kombet, kush e gjatë dhe të punojmë për këtë ditë të ndryqme, se toka ka thënë të ketë mos marrëveshje, mban ndikimin e saj të bashkëtetarëve, dikush pa pagesë, ajo nuk hiq, por kushijet. Speljati